Nič ne, ura je 10 in vedno rada rečem, zaradi spoštovanja vašega časa je fino in prav, da začnemo ob uri, ker vem, da je vaše delo naporno in da vas čaka še veliko obveznosti vse skupaj, pa seveda predvsem novinarje in naše današnje govorce. Torej, dovolite mi, da vas v imenu organizatorjev današnje novinarske konference, sekcije za preventivno medicino in sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu lepo pozdravim na novinarski konferenci, na kateri bomo, kot že veste, izpostavili pomen preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in čimprejšnjega zdravljenja meningokoknih okužb. Naj ob rob temu uvodu povem, da sem zelo vesela, da imamo priložnost, da se lahko tako skoraj po 3 mesecih srečamo in vidimo tudi v živo in upam, da bomo vsi skupaj odgovorni tudi naprej in da nam bo to še mnogokrat v prihodnosti dano. Z nami sta danes na moji skrajno levi primarika doktorica Alenka Trop Skaza, doktorica medicine, specialistka epidemiologinja, predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Celju. Pozdravljeni, doktorica Trop Skaza. In pa Denis Baš, doktor medicine, specialist pediater iz sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Pozdravljeni, doktor Baš. Pozdravljeni. Žal moram upravičiti docenta doktorja Marka Pokorna, pediatra infektologa, strokovnega direktorja pediatrične klinike UKC Ljubljana, ker je imel neodložljive službene obveznosti in se nam vsem skupaj opravičuje za njegov današnji izpad prisotnosti. Še preden spregovorimo strokovnjakoma, vas vabim, da si skupaj ogledamo pretresljivo pričevanje družine Lesjak Tomaž. Gre za starša malega Neja, 2-letnega fantka, ki je leta 2016, torej pred 4 leti, prej zdrav 2-letnik v 24 urah izgubil bitko z meningokokno okužbo, točneje z meningokoknim meningitisom B. Starša Anja in Matej sta se tako po 4 letih odločila prvikrat stopiti pred kamero z namenom ozaveščanja javnosti o agresivnosti invazivnih meningokoknih okužb in sta dovolila, da njuno video pričevanje o družinski tragediji, ki jih je doletela, delim na današnjem dogodku z vami. Prej se što, noben ni vedel, kaj je to sploh meningokok, a ne. Odkar pa sina ni, no pa smo zmen bolj vema več v teh okužbah, a ne. To je bil avgust, 21. avgust 2016. Bajni dela, zjutraj dobil vročino, 39,8. Jaz sem klicala dežurno, kaj ne naredim, je rekla, da naj mu dam svečko. Smo mu dala svečko, mu je vročina padla na 37,6. Potem je še normalno kosila, je jedel juho. Mislim, da ob 2:30 ali ob 2:30 popoldne je dobil spet 39,8 vročine. Tudi sem klicala še enkrat k dežurnem zdravniku, je rekla, da to je viroza. Normalno poslušala smo zdravnico, dala smo mu svečko. V roku pol ure je dobil spet vročino, ga je šel on sprevit. Je videl, da ima zadaj na ritki tak plav flekec, kar se nama ni sploh zdelo normalno. Da smo se odločili, da ga peljemo k dežurnem zdravniku v Ravne na Koroškem. Dežurna zdravnica je sicer rekla, da to je pač od vročine nastalo, ne. Pa sem vztrajal vseeno, če bi lahko napisal napotnico za Slovenj Gradec, za bolnico. No in seveda pol je napisal napotnico in sem šel kar direkt v Slovenj Gradec z njim, sem ga dal sleko. Je pa že tista ena sestra že vedela, rekla, moj bog, ima pa že pehitije. Zdravniki so res dali čisto vse od sebe, najbolj tista zdravnica iz pediatrične, ja. Tista se je res zelo trudila, se je klicala za helikopter, sam pa žal zaradi slabega vremena ni mogel zleteti. Tudi 2 uri so ga pol stabilizirali, res so dali vse od sebe, tudi slikali so ga vse, da so ga lahko sploh
peljali z rešilcem. Zraven je šla popolna ekipa v spremstvu 2 policijskih avtov. Da smo šla s svojim, ker je bil poln rešilc. Ko smo se pripeljali v Ljubljano, ker smo videli vse zdravnike, da so imeli sklonjene glave, pa da v bistvu že bo znašlo na konc. So ga že uživljali? So ga že uživljali, ja. Sam žal je pa prepozno. Če bi imel tako izkušnjo, kot smo imeli mi dva, mislim, da noben starš ne bi vklejal pri tem, a bi dal otroka cepiti ali ne. Je pa res, da starši se odločajo sami, kaj bojo naredili pri tem. Jaz vem, da če bi imela še otroke, sploh ne bi pomislila na to, da ne bi dala cepiti. Bi cepil, 100%. Bi cepila, sigurno. To je bila družina Lesjak-Tomaž s svojim videopričevanjem o tragični družinski zgodbi, ki jih je doletela zaradi invazivne meningokokne okužbe. Doktorica Trop Skaza, kaj povzroča te tako zelo grde okužbe, ki, kot smo slišali, se lahko razvijajo tako zelo agresivno v tako kratkem času in vzamejo življenja majhnih otrok, dojenčkov in seveda tudi so ogrožene ostale starostne skupine. Neisseria meningitis ali skrajšano rečeno meningokok je bakterija, ki povzroča te tako imenovane invazivne meningokokne okužbe. O invazivnih okužbah govorimo takrat, ko bakterija vdre v sicer običajen sterilni prostor, torej ko pride bakterija v kri, v likvor in povzroča najpogosteje meningitis, to pomeni, da gre za vnetno dogajanje osrednjega živčnega sistema ali pa tudi sepso, laično temu rečemo tudi zastrupitev s krvi. Neisseria meningititis je več, poznamo meningokoke različnih seroloških skupin, 13 je različnih, nosijo različne črke. Po pogostnosti, kateri meningokoki so nekako v povezavi z invazivnimi meningokoknimi okužbami, v Evropi izpostavljamo predvsem meningokoka serogrupe A, B in C. Recimo med relativno pogostimi povzročitelji invazivnih meningokoknih okužb je še meningokok serološke skupine W135 in Y. Poznamo še nekatere druge, ampak so manj pomembni. V povezavi z meningokokom moramo predvsem izpostaviti tudi to dejstvo, ki je bilo tudi pokazano v tem filmu, da meningokok lahko dejansko v nekaj urah vzame življenje. Da ima lahko meningokokna invazivna okužba zelo, zelo hiter, mi temu rečemo fulminanten potek in dejansko danes v tej uri si še zdrav, čez 2 do 4 ure lahko se zadeva že tragično konča. Dobro, kako pogoste so te invazivne meningokokne okužbe, ki se lahko kar v velikem odstotku končajo tako zelo tragično? Glede pogostnosti, v Sloveniji nekako od leta 2014 pa recimo do vključno 2019 v kumulativi je bilo ugotovljenih 74 oseb z to invazivno meningokokno okužbo, v večini primerov je šlo za meningokokni meningitis. Ker se da te meningokoke, mi rečemo temu tipizirati, torej da določamo, ali je to serogrupa A, B, C, W135, Y in kako drugače. Na osnovi vseh teh izolatev, teh bakterij, ki se potem tipizirajo, za kateri meningokok gre, je dejansko pri 74 bolnikih v veliki večini primerov to invazivno bolezen povzročil prav meningokok serogrupe B. Okoli 65% bolnikov je imelo dokazano okužbo z tem tipom meningokoka, nato je v 26-27% sledil meningokok C, ostale serogrupe so zastopane v manjšem obsegu. Številčno, kar se tiče slovenskih podatkov,
Bolezen ni zelo pogosta, ampak nažalost ima lahko zelo tragične posledice, no in v tem časovnem obdobju od 2014 do 2019 se je recimo letno gibalo število bolnikov od 7, kar jih je bilo v tem obdobju najmanj, pa naprimer do 20, v tem obdobju je to na letni kvoti največje število bolnikov, naprimer v letu 2018 sta zaradi invazivne meningokokne okužbe tudi 2 osebi žal umrli. Kako se torej ta bakterija prenaša, na kakšen način jo človek dobi, predvsem ko imamo v mislih otroke, dojenčke in seveda mladostnike, tukaj so menda te okužbe najpogostejše. Če pogledamo starostno strukturo, kje so okužbe najpogostejše, nekako je v bistvu časovnica v prvem letu življenja oziroma pri malih otrocih nekako do 4 let. In tukaj so odstotki oziroma incidenčne stopnje najvišje. Potem z leti upadajo, potem je pa še en manjši pik v starostni skupini mladostnikov od 15 pa do 19 let. Kdo prenaša to okužbo? Prenašajo tako imenovani klicenosci. Torej med nami so zdravi ljudje, na videz zdravi, asimptomatski, ki prenašajo to bakterijo v nosno-žrelnem prostoru. Kolikšen je odstotek asimptomatskih nosilcev v populaciji? Precej različen. Pri malih otrocih je naprimer teh klicenoscev manj, 2 do 3 odstotke, potem pri mladostnikih je odstotek klicenoštva večji, recimo tudi 15-20 odstotkov, recimo če pa potujemo v države, predvsem subsaharski del Afrike, kjer je bolezen, mi temu rečemo endemična, zelo pogosta, ali pa sploh, če gre v določenih sredinah do izbruhov, kar pomeni do velikega števila bolnikov na določenem kraju v določenem času naenkrat, je odstotek klicenoscev lahko tudi celo do 70 odstotkov. To pomeni, vir okužbe so klicenosci med nami, nihče ne ve, ali je ali ni klicenosec, torej ali to bakterijo prenaša. Bolezen spada med tako imenovane nalezljive bolezni, ki se prenašajo kapljično, to pomeni kašljanje, kihanje, govorjenje. Ob tem, če si klicenosec, se s temi drobnimi kapljicami sprošča v zrak tudi bakterija. Kritična distanca, kjer je možnost okužbe nekako meter. In v tem kontekstu, če prideš v stik in si v relativno slabši koži, torej da pride do vdora bakterije v kri, v likvor, potem se to rezultira z invazivno meningokokno boleznijo, torej najbolj pogosto kot meningokokni meningitis. Doba inkubacije, to pomeni čas od okužbe pa do tega, da se razvija simptomatika, je nekako od 2 do 10 dni, nekako v povprečju je pa to 3 do 4 dni. Torej ne vemo, kdaj smo se okužili, od koga smo se okužili in v resnici proti sami okužbi, če nismo naprej zaščiteni, težko storimo kaj. Torej, meningokokni meningitis gre za bakterijsko okužbo, kjer v določenih zgodnjih kliničnih stanjih pride v poštev kot etiološko zdravljenje, antibiotično zdravljenje, seveda odvisno od hitrosti poteka meningokokne okužbe in ostalih suportnih, interventnih posegov. Verjetno bo kolega Baš povedal kaj več o tem. Ko pa bolezen že napreduje, da se v bistvu fulminanten potek, prizadetost različnih organov, organskih sistemov, ko se pojavijo te petehje in tako naprej, v bistvu, ko je določen ugoden čas za hitro zdravljenje zamujen, pa lahko gre bolezen pač nažalost tudi proti tistemu žalostnemu koncu. Svojo pot, ki se seveda nihče ne želi. Hvala lepa. Doktor Baš, slišali smo o tej invazivni meningokokni okužbi, kako so pravzaprav je otrok zjutraj imel vročino, potem je še jedel in zvečer na konec 6. dan je bilo pravzaprav vsega konec, da v resnici ni bilo kakšnih znakov, ki bi to napovedovali, oziroma starši jih niso prepoznali, tudi težko bi jih, saj vi vedno strokovnjaki pravite, da so nespecifični. Kaj je tisto, na kar moramo biti pozorni, na kar morate biti pravzaprav vi zdravniki pozorni, ko gre za okužbo z meningokokno bakterijo? Ja, v bistvu meningokokna okužba je v bistvu taka nočna mora za vsakega zdravnika pediatra. Že povedali smo, da je redka, kar pa ne pomeni, da je v bistvu se zgodi in takrat, ko se zgodi, je pač lahko zelo hudo. Zdaj, težava je ta, da se v bistvu vrh pojavnosti te okužbe je tudi povezan z letnimi časi, v zimskem, spomladanskem času, čeprav smo videli na primeru tega dečka, da je bilo to avgusta.
In ravno ta stvar mogoče še bolj zakomplicira, ker dostikrat sovpada z epidemijo gripe in začetni znaki so odvisni tudi od starosti otroka. Zdaj, če je na primer to majhen otrok, recimo do 2. leta, je pogosto zgodba samo nenadna vročina, 39-40, otrok je jokav, drugače se obnaša, mogoče slabše ješč in v bistvu ta začetna stvar je v bistvu tako kot veliko virusnih okužb, tako da je v bistvu tukaj res bilo narejenih veliko raziskav, kako bi čim bolj zgodaj to odkrili in se ni izkazalo v bistvu nekega napovednega dejavnika. Edina stvar, ki jo vsi poudarjamo, je to, da se staršu zdi, da je otrok zelo boven. Se pravi, da starš vidi, da tako boven otrok še ni bil. To je en tak alarm, ki v bistvu mora vsakem zdravniku zazvoniti in v bistvu, če starš reče, tako boven pa še ni bil, kljub temu, da se nič ne vidi, da je izvid krvi v redu, je tukaj dobro mogoče otroka tudi sprejeti kdaj na opazovanje, kljub temu, da se na koncu izkaže, da gre za virusno okužbo. Potem pa v bistvu pri večjih otrocih, pri mladostnikih, so zaznali, da je na primer en tak simptom, ki mora tudi alarm zvoniti to, da je poleg vročine prisotne so bolečine v nogah, da ima hladne roke, noge in pa da je v bistvu tak utrujen. To so v bistvu, kljub temu, da je to podobno v sezoni gripe, tudi veste, da nas bolijo noge, roke, ampak to je en tak manjši alarm, da se lahko zadaj skriva neka ta hujša. Potem pa seveda, ko bolezen napreduje, se pa razvijajo te tipični znaki. Pridruži se močan glavobol, lahko je slabost, bruhanje, lahko se pojavijo pri manjšem otroku vročinski krči, pri večjem tudi motnje zavesti in pa potem kasni znak, kot sta na primer tukaj starša opisala, je pa v bistvu ta pojav, rečemo, petehialnega izpuščaja. To je v bistvu izpuščaj, ki je lahko na začetku še tak iztisljiv, ko pritisnemo na kožo, kasneje pa v bistvu, če iz kozarcem pritisnemo na kožo, ta izpuščaj ne zbledi. In to je v bistvu res alarm. Zdaj, to časovno okno sta oba pravzaprav izpostavila, ko lahko medicina kaj še naredi, ko pride do te okužbe, je zelo, zelo ozko, vi morate ukrepati, zdaj znaki so nespecifični. Koliko časa imate na razpolago in kaj lahko za otroka, ki mu to bolezen, torej najpogosteje meningokokni meningitis tipa B v Sloveniji, recimo, potrdite? Ja, zdaj v bistvu tukaj je tudi zelo odvisno, se pravi od samega, smo rekli, imamo več različnih serotipov in tudi znotraj teh so male razlike. Odvisno je, se pravi, od same, rečemo, invazivnosti meningokoka in pa od imunskega sistema pri otroku. Se pravi, dva dejavnika sta, ki vplivata, kako bo bolezen pri določenem posamezniku potekala, vendar to mi ne moramo vedeti vnaprej. Potem pa, dajte mi sam še enkrat malo sem... Kaj lahko naredite za tega otroka, ki ga starši pripeljejo po principu mama najbolje ve, naš otrok še nikoli ni bil tako slab? Potem pa v bistvu je pregled, se pravi, zelo pomembno je tudi, da izmerimo, rečemo temu, vitalne funkcije, kar pomeni, da izmerimo otroku pritisk, da izmerimo otroku temperaturo, da pogledamo, kako je v bistvu z kapilarnim povratkom, torej ko pritisnemo na kožo, kako hitro se v bistvu povrne krvni obtok v kožo in pa, se pravi, splošni pregled. Laboratorij v bistvu lahko je v pomoč, lahko ni v pomoč, ker v bistvu sama diagnoza, da rečemo, da je to meningokokna okužba, je postavljena na podlagi izolacije te bakterije ali iz krvi ali pa iz likvorja, se pravi te tekočine, ki obdaja možgane. Potem brala sem, da ti bolniki potrebujejo najpogosteje bolnišnično zdravljenje, rekli ste, da je smiselno, ko ne veš, pravzaprav, ko čakaš vse te izvide, otroka dati pravzaprav v bolnišnico na opazovanje, ampak ker je to okno tako zelo ozko, od 24 do 48 ur od pojava prvih znakov in simptomov, je vprašanje, kaj lahko pravzaprav tudi v bolnišnici naredijo.
kaj ima medicina v rokah za pomoč takemu otroku, denimo kot je bil Anej? Zdaj v bistvu, če imamo tak sum otroku, najprej odvzamemo vse te kulture, sem rekel kri, punktiramo in potem takoj začnemo z visokimi dozami antibiotika in pa podpornim zdravljenjem, kar pomeni, da otrok rabi tekočino, rabi določena zdravila, da se vzdržuje krvni tlak, ker ta bakterija povzroči, da pride v bistvu do odpovedi več organov v telesu, pride do motenj starjevanja krvi, kar pomeni, da je to v bistvu eno tako sepsa, se pravi res življenje ogrožujoče stanje, kjer je smrtnost zelo visoka. Kakšna je ta smrtnost, čeprav ko govorimo o statistiki, je vedno z vsakim odstotkom človek po možnosti majhen otrok, žal. Torej, kakšna je ta statistika, ko medicina pač ne more storiti za tega otroka nič več in kakšne so posledice pa pri tistih, ki jim uspete pomagati in ki preživijo tako agresivno okužbo? Zdaj v bistvu po statistiki je tako, da manjši kot je otrok, večja je verjetnost, da se bo razvila tudi ta sepsa. Smrtnost, naprimer v Sloveniji, po teh podatkih je nekako 10%, sicer pa lahko doseže tudi 15-20%. Če bolezni ne bi zdravili, je smrtnost 50-60%. Zdaj, kljub temu, da smo začeli hitro zdraviti, da bo otrok preživel, ima lahko v eni petini, se pravi 20% otrok ima lahko trajne posledice, ki se lahko kažejo ali z brazgotinami po koži, lahko pride do amputacij delov, se pravi rok, nog ali celotne okončine, lahko pride do nevroloških posledic, ki se kasneje kažejo kot epileptični napadi, kot gluhost otroka, in pa te, rečemo, psihološke, kognitivne posledice, ko ima otrok potem težave z koncentracijo, s usmerjanjem pozornosti, se pravi težave v šoli in pa se pravi tudi vedenjske. Tako da te posledice so res hude. Hvala lepa, dr. Baš. Zdaj, zaščita proti invazivnim meningokoknim okužbam je cepljenje. Omenili ste, doktorica Trop Skaza, da je več tipov teh bakterij in imamo na voljo tudi različna cepiva, ki so pravzaprav targetirana na posamezen tip bakterije. Komu cepljenje priporočate in kakšna je shema cepljenja? V Sloveniji v bistvu je cepljenje zelo priporočljivo proti meningokoknim okužbam za ljudi, ki imajo hude zdravstvene težave v smislu, da imajo bodisi okvaro vranice oziroma da so brez vranice, imajo motnje v delovanju komplementa, torej dela določene reakcije, ki sodeluje v našem imunskem odzivu, ali pa da imajo komplement okvarjen zaradi zdravljenja z specifičnimi biološkimi zdravili. V Sloveniji imamo na razpolago dve vrsti cepiv proti invazivnim meningokoknim okužbam. Eno je tako imenovano štirivalentno, eno je pa monovalentno. Štirivalentno pomeni, da so v cepivu določeni antigeni, ki spodbudijo naš imunski odziv proti štirim različnim meningokokom, proti meningokoku iz skupine A, proti meningokoku iz skupine C, dvojni V135 in Y. In potem imamo od leta 2013 na razpolago tudi to tako imenovano meningokokno cepivo, ki pa vsebuje zaščito proti meningokoku serogrupe B, ki je, kot smo videli, tudi v Sloveniji najbolj pogosta zastopana seroskupina. Cepljenje proti invazivnim meningokoknim okužbam za samoplačniški trg proti meningokoku serogrupe B je v Sloveniji dostopno od letošnjega januarja. Prej je bilo to cepivo dostopno samo za te zdravstvene indikacije, ki sem jih že omenila. Medtem ko štirivalentno cepivo je dostopno za zdravstveno indikacijo in seveda tudi za tako imenovani samoplačniški trg.
Ljudje v Sloveniji recimo se cepijo ne samo zaradi zdravstvene indikacije, recimo za tem 4-valentnim cepivom, ki je dalj časa dostopno, ampak tudi naprimer zaradi izpostavljenosti na delovnem mestu, v povezavi z oceno tveganja na delovnem mestu, zaradi določenih epidemioloških indikacij ali pa potovanja, če potujejo v države, kjer je bolezen pač endemska in recimo tudi država sama zahteva ob vstopu na to destinacijo cepljenje, recimo ena taka zelo država je to Saudska Arabija, v času hadža, tam pač, če nimaš cepljenja proti meningokoknemu meningitusu, pač v državo ne moreš vstopiti. Za vse ostale skupine pa je cepljenje seveda priporočljivo, ampak kot že rečeno, v Sloveniji smo se z tem cepivom široko dostopnim, torej tudi izven zdravstvenih indikacij, ciljano samo proti meningokoku skupine B, srečali oziroma je na razpolago od letošnjega januarja. Cepilne sheme so seveda različne in so odvisne od starosti. Ker smo slišali, da je v bistvu nekako najbolj ranljiva populacija dovzetna za okužbo z fulminantnim kliničnim potekom, so ti najmlajši, torej dojenčki do 12. meseca, je cepljenje oziroma cepilna shema nekoliko odvisna tudi od starosti, pri kateri začnemo s cepljenjem teh dojenčkov. Da zelo poenostavim, letos je nekako pri teh najmlajših cepljenje namreč lahko začnemo pri otroku, ki je star 2 meseca in navzgor, bila tudi odobrena tako imenovana dvoodmerna shema, tako da zelo poenostavim. Pri otrocih od 2 mesecev pa do 2 let je cepljenje sestavljeno iz osnovne dvoodmerne sheme, to pomeni iz 2 odmerkov cepiva v razmiku najmanj 2 meseca in pri teh otrocih je potem potrebno dati še tako imenovani poživitveni odmerek, seveda spet v odvisnosti od tega, ali recimo je otrok star 4 mesece, takrat bo dobil poživitveno shemo po 1. letu z določenimi razmiki, zelo poenostavljeno, shema 2+1, pomeni 2 osnovna, potem pa tako imenovani poživitveni booster odmerek z definiranimi časovnicami, z določenim časovnim razmikom kasneje. Potem pri otrocih in pri odraslih, torej tudi pri mladostnikih, torej starejših od 2 let, pa je samo dvoodmerna shema, to pomeni 2 odmerka v razmiku 1 meseca. Pri teh starejših o poživitvenih odmerkih se ne razmišlja, izjemoma mogoče pri kom individualno svetovanje zaradi ogroženega, kjer ga zdravstveno stanje še posebej ogroža. Medtem ko pri tem 4-valentnem cepivu je shema cepljenja spet malo drugačna. To cepivo, če se da pri otroku, ki je mlajši od 6 mesecev, mora zopet dobiti 2 odmerka, starejši od 6 mesecev dobijo samo 1 odmerek, potem pa, ko je pa otrok starejši od 12 mesecev, če je bil cepljen pred tem časom, mora dobiti še ta tako imenovan poživitven, če so pa otroci in osebe starejši, pa dobijo samo 1 odmerek. Malo je zakomplicirano, ampak Ker močno zakomplicirano se sliši. Individualno v stiku z pediatrom pa je zadeva bolj enostavna. Tako, zato sem ravno zamenjala tukaj ta slajd, da boste lahko preverili te sheme še potem na vseh linkih strokovnih, kjer so verodostojne informacije, pa boste našli tudi informacije, kdo se cepi, kdaj se cepi, kakšne so sheme in tako naprej. Sicer pa, kot ste rekli, vse informacije pri pediatru, pri svojem pediatru ali pa v cepilnih ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj torej ta novo cepivo proti meningokoknemu meningitisu B, ki je na voljo od letošnje zime. Vem, ta družina, ko smo se srečali, so mi povedali, da so širše sorodstvo je takrat ob izgubi tega otroka nesrečnega, skratka je šlo v Avstrijo se cepiti, ker pri nas takrat cepiva ni bilo na razpolago in je takrat menda pol Koroške šlo samo plašniško se čez mejo cepiti. Zdaj to pri nas je na voljo, koliko posamezen odmerek stane, dr. Vašmar? Zdaj v bistvu cena cepiva je nekako 95 evrov en odmerek. Slišali smo, da otrok pač rabi 3 oziroma 2 odmerka, da je potem zaščiten. Cepijo se lahko otroci pri svojih pediatrih ali pa tudi v teh ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kar je v bistvu tukaj mogoče zelo pomembno je to, da če pogledate naše cepilno shemo že dosedanjo, kako v bistvu zdaj to cepivo umestiti, kdaj v bistvu otroka
začeti cepiti ali je potem tudi možno sočasno z drugimi cepivi. Tukaj je v bistvu odgovor tak, da mi veste, da začnemo otroke cepiti pri 3. mesecu iz tega obveznega programa proti pnevmokoknim okužbam in potem to nadaljujemo. Zdaj, možno je sočasno cepiti tudi otroka proti meningokoknim okužbam. Se pravi, taka aplikacija je varna, je učinkovita. Zdaj, ko smo se pediatri malo pogovarjali, kako bi mogoče to umestili, da pač otrok ne bi bil 3 stvari naenkrat cepljen, čeprav je lahko, ne, ampak veste pač, starš se tukaj odloči. Ena od možnosti ta, da bi otroka mogoče začeli cepiti pri 2. mesecu starosti, in potem damo drugi odmerek čez 2 meseca. In pa potem pri 1 letu. Tako da je v bistvu, moramo vedeti, da otroci, ko grejo v vrtec, to nosilstvo se v bistvu potem začne poviševati. Če je na začetku mogoče nekaj odstotkov, se to potem zvišuje in verjetnost za te okužbe tudi potem naraste po 5. mesecu starosti, zaradi tega, ker otrok je še zaščiten malo preko maminih protiteles, ki jih je dobil tekom nosečnosti, potem pa ta zaščita izveni in zaradi tega je v bistvu potem takrat najbolj v bistvu dovzeten. Druga stvar, na katero ne smemo pozabiti, je pa to, da nosilstvo plus neka virusna okužba, ki je pa seveda z vstopom otroka v vrtec, veste, da so otroci praktično na 14 dni vsak mesec bolni, potem ta virus okvari sluznico in ta bakterija potem lahko pride v kri in naredi to hudo stanje. Tako da meni se zdi zelo pomembno, da je otrok v bistvu preden gre v vrtec, da je zaščiten, in potem ta zaščita tudi naprej drži. Omenili ste ceno, okoli 95 €, odvisno od izvajalca cepljenja. 2 vprašanji imam, seveda vsakega starša zagotovo zanima, kakšni so neželeni učinki, ko se odloči za to cepljenje. Kaj mu poveste, kaj otročka čaka po denimo cepljenju s 1. odmerkom? Zdaj, če v bistvu cepimo sočasno z cepivom, ki je tudi v našem programu zdaj 6-valentno, ali pa mogoče še proti pnevmokoku, da bi vse skupaj cepili, so ugotovili, da je v bistvu prvi dan pojavnost temperature recimo kar zelo pogosta, tako da v bistvu starša pomirimo, predpišemo v bistvu paracetamol, to je sredstvo za zniževanje temperature in se svetuje potem, da mogoče otrok vzame 3 odmerke tega zdravila, zaradi tega, da je potem v bistvu bolje razpoložen. Tako da to je v bistvu najpogostejši neželeni učinek ob sočasnem cepljenju, sicer pa pač tako kot pri drugih cepljenjih se lahko pojavi rdečina na mestu oboda, lahko je otrok razdražljiv tisti dan, ko se cepi, slabše ješ, tako da varnostni profil cepiva je zelo dober in v Angliji, kjer so šli v to cepljenje vseh dojenčkov proti tej okužbi, so v bistvu res veliko naredili na tej kampanji, kako v bistvu staršem že pred cepljenjem podati te informacije glede temperature, ker če starš ve, da je lahko temperatura po cepljenju, potem se ne bo tega ustrašil, bo dal pač te svečke ali sirup in po 1 dnevu pač ta stvar izveni. Tako da meni se zdi, ko tehtam, kaj je zdaj tisto, ali je mogoče tisti dan otrok malo tečen, ima temperaturo, pa če na drugo stran postavim na tehtanco otrokovo življenje, mislim, da vemo, kaj je bolj pomembno. Torej pravite, vbod, vročina na eni strani, kratkotrajna, na drugi strani nočna mora za vas pediatre in ostale zdravnike, ko pridete v stik s bolnikom s takole okužbo. Tisto, kar sem želela prej vprašati, 95-96 €, ni malo v teh časih, morda za kakšne starše lahko celo nedostopno. Zaenkrat je to cepljenje za zdrave otroke samoplačniško. Kaj bi pomenilo, če bi bilo precepljenih in zaščitenih več otrok, če bi to bilo uvrščeno v nacionalni imunizacijski program, torej v redno cepilno shemo? Ja, zdaj v bistvu pediatri si vedno smo v bistvu res smo advokati, zagovorniki otroka, in jaz bi v bistvu vsa cepiva, ki so v korist otroku, bi dal v program, vsa ta cepiva priporočeno, da zavarovalnica plača, da potem se starš odloči in
lahko otroka zaščiti. Ker jaz vedno zagovarjam, ne, se pravi, če veš, kaj v bistvu narediš, a ne, kaj v bistvu preprečiš, če se pri polni zavesti odločiš, a ne, potem imaš tudi mirno vest. Tako da v bistvu in za starše in za zdravnike bi bilo to zelo koristno, da bi se uvedlo to v ta program. Predvsem, a ne, ste videli za to starostno skupino otrok, a ne, se pravi dojenčki, a ne, tudi tale tragična zgodba, ne, je bil otrok star 2 leti, a ne. Tako da pa je bilo v bistvu izven sezone respiratornih okužb, a ne. Tako da jaz zagovarjam to uvedbo cepljenja v program. Takrat pri nas žal še ni bilo dostopno, a ne, prav za to njegovo bolezen. Hvala lepa, Vemo za konec. Morda bi moralo biti v resnici to vprašanje na samem začetku, sploh glede na telefonski klic, ki smo ga prejeli tik pred začetkom novinarske konference. Meningokokni meningitis in klopni meningoencefalitis v naših laičnih ušesih zvenijo zelo podobno, pa nimata veliko skupnega kot verjetno potem samo bolezen, ki jo povzročijo virusi in bakterije v tem primeru. Ja, v bistvu meningitis, a ne, je nasplošno, ko govorimo o meningitisih, pomenijo to v bistvu vse okužbe, ki povzročijo vnetje možganskih open. In te meningitisi so lahko virusni, lahko so bakterijski, lahko so celo vzrok glive. In naprimer pri virusnem meningitisu v našem področju na prvem mestu, se pravi sedaj je virus klopnega meningitisa, ki ga dobimo z obodom klopa. Dovolj je 15 minut, če je klop okužen, ga ima v slini, nas okuži. Pri otrocih se večkrat pokaže z sliko meningitisa, se pravi glavobol, bruhanje, vročina. Pri odraslih pa še v hujši obliki, ko pride še do vnetja, se pravi do meningoencefalitisa, do vnetja možganov, kjer so posledice še hujše, smrtni primeri v bistvu večji. Ko pa govorimo o bakterijskih meningitisih, pa imamo v bistvu zdravniki predvsem v mislih meningitis, ki ga povzroča ta bakterija, Neisseria meningitidis, zaradi tega, ker na srečo imamo otroke zdaj precepljenje proti pnevmokokom. Pnevmokokni meningitis je tudi bila v bistvu pogosta bolezen, ni tako smrtna, pušča pa zelo hude posledice. To imamo zdaj v bistvu v cepilnem programu. Potem smo imeli še eno bakterijo, Haemophilus influenzae B, proti katerim so naši otroci tudi cepljeni, tako da je v bistvu zdaj, a ne, najbolj se bojimo tega meningokoknega meningitisa. Bi morda še kaj dodali, doktorica Skaza, za naše razumevanje, da ločimo torej tisto, kar nas ogroža, ko gremo v gost, in tisto, kar nas ogroža, pravzaprav ne vemo, kje. V mislih imam pa meningitis. Torej, kar se tiče mogoče klopnega meningitisa, meningoencefalitisa, meningoencefaloradikualitisa, to v bistvu izpeljank na temo KME je veliko. Mogoče samo to, da v bistvu klopi nas ne ogrožajo samo v gozdu, klopi so razširili svoje življenjsko, bom rekla, okolje, dejansko, da je najbolj za njih sistem nizka podrast, listnati gozdovi, tam, kjer radi mi hodimo, tudi lahko na domačem vrtu, torej, da nas ogrožajo vse posode, pa v naši državi omogočeno od lanskega leta tudi v shemi je kot priporočljivo cepljenje, ki ni strošek za starše, torej cepljenje otrok, ki so stari 3 leta in v tekočem koledarskem obdobju, torej letos poteka 2. leto, torej so že lahko lanskoletni, ki so zdaj že 4 leta stari, tudi cepljeni, če recimo lani niso bili, in seveda tudi odrasli, ki v določenem dotičnem koledarskem letu so stari 49 let. Jaz si zelo želim, da bi to, kar je povedal dr. Baš, da bi ko bo, če bo cepljenje proti meningokoknemu meningitisu tipa serogrupe B postalo kot priporočljivo in bo krito iz javnih sredstev, da bi se veliko staršev odločilo za cepljenje svojih dojenčkov proti tej bolezni. Po drugi strani pa, če pogledamo precepljenost proti pnevmokoknim invazivnim okužbam, ki pokrivajo to cepivo tudi pljučnice in vnetje srednjega ušesa,
ki je bilo dostopno oziroma uvedeno za cepljenje dojenčkov v letu 2015. Intenzivno izobraževanje in pa seveda edukacija tako, bom rekla, staršev, laične javnosti kot strokovnjakov, pa smo na primer dosegli v lanskem letu precepljenost na slovenskem nivoju približno 60%, določene regije so boljše, določene slabše in recimo, če mi to, kar je kolega vaš omenil, primerjamo z podatki iz Velike Britanije, ko so v 2015 uvedli cepljenje proti meningokoku serogrupe B, so dosegli precepljenost več kot 90%. Torej, v glavnem veliko verjetno čaka nas, strokovnjake, kot seveda tudi vse ostale, k ozaveščanju in mogoče bi končala samo z mislijo, da človek, ki je ozaveščen, se lahko pravilno odloča, odločaš se za, odločaš se proti, ampak na osnovi kredibilnih informacij in se moraš tudi zavedati pač ene teže odgovornosti, ker včasih, ko se jaz s kom pogovarjam, pa me sprašujejo o številkah, pa zamahnejo z roko, saj to pa nič ni, ne? Jaz vedno pravim, nekomu si lahko samo številka, nekomu si pa lahko v svet. Krasen zaključek, pravzaprav ne bi nič dodala, kot vas opozorila samo na te povezave, so tudi v materialih navedene, torej gre za povezave o meningokoknih okužbah Inštituta za nacionalno zdravje, potem Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva, Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva in še nova spletna stran podjetja GSK prehitimomeningokoke.si, ki je še v izdelavi. To podjetje je namreč tudi podprlo izvedbo današnje novinarske konference. Torej tukaj dobite vse tisto, česar si iz pripovedovanja naših strokovnjakov morda niste uspeli zapomniti, ker so informacije seveda kompleksne. Naj bo zdaj čas za vaša vprašanja, če so morda kakšno vprašanja za naše sogovornike. Izčrpna so bila ta pojasnila, meningokokni meningitis, je kakšno vprašanje, če ne pa potem morda individualno na varni razdalji. Najlepša hvala vama, profesorica oziroma doktorica Alenka Trop-Skaza in specialist pediater Denis Baši. Hvala lepa vam za današnjo udeležbo.